Hvala lepa, dober dan. Vidim, da ste se odzvali kar v velikem številu. Izgleda, da je to kar tematika, ki je seveda zanimiva v Sloveniji. Glejte, danes smo to novinarsko konferenco naredili zato, ker pač jaz nimam toliko časa tudi, da bi dajal posebej izjavo vsakemu posameznemu novinarju in tudi da imate vsi priložnost pač vprašati nekatera vprašanja, ki so seveda pojavljajo v zvezi ustanavljanja Nacionalnega inštituta. Kot veste, pred 2 dnevoma je bila ustanovna seja tega sveta zavoda in v čast mi je, da so me predlagali in je bilo to tudi sprejeto, da postanem pač predsednik sveta zavoda Nacionalnega inštituta. Svet zavoda v tem trenutku sestavljajo 4 člani in sicer 3 iz predstavnike Ministrstva za zdravstvo, medtem ko je eden pa predstavnik ZZZS. Kot veste, pač sem jaz mislim, da je bilo od junija lani nekje upleten oziroma sem privolil v to, da bi pomagal nekako zgraditi ta inštitut. V takratnem času, se pravi 1 leto skoraj nazaj, smo se začeli pogovarjati kako in kaj in potem iz diskusij in iz literature in tudi iz našega poročila, ki smo ga dali pred dobrimi 4 leti, veste, da je ideja, da bi vodil zdravljenje otrok s srčnimi obolenji v Sloveniji en center, ne pa po mehanizmu in po načinu, kot je bilo v preteklosti. Zato smo takrat junija oziroma proti koncu leta nekako sklenili in se začeli dogovarjati, da je inštitut najboljša organizacijska oziroma javni zavod, struktura, v kateri naj bi ta dejavnost delovala. Zakaj je to? Zato, ker moram reči, da tudi svojega vidika jaz verjamem v to, da če se te dejavnosti pod enim strehom, pod enim načinom delovanja, da je to dosti boljš za komunikacijo, za izmenjavo izkušenj, za pripadnost in tudi za delovanje samega takega centra. Taki centri niso, ni to edinstvena situacija za Slovenijo, ampak taki centri postajajo po svetu in po Evropi in sicer zato mislim, da je to nekako najboljša varianta za to delovanje in za zdravljenje teh otrok. Tako da, glede na to, je bil ustanovljen inštitut, mislim, da je bilo koncem leta, lanskega leta, potem je bilo to upisano v pravne zakonodaje, mislim, tam nekje februarja in pred 2 dnevi je nastal svet zavoda. Tako bi na kratko povedal glede tega, mislim, da imate veliko oziroma kakšno vprašanje. Pogovarjamo se z veliko zdravniki, naj si bo tu ali v tujini in v tem momentu se dogovarjamo detajle z temi zdravniki. To bi za začetek. Hvala lepa. Spoštovani kolegico, Peter, prosim, za vprašanje Komisije Slovenije. Pozdravljeni. Kako veste morda, pisane kakšne pogodbe, kako daleč ste bili v pogovori, kako bi te strokovnjaki sodelovali v Sloveniji, torej ali bi ti tuji strokovnjaki tudi ves čas v Sloveniji, bi to neke trajne pogodbe ali bi hodili pomagati in ali se pogovarjate tudi s temi 3 kardiologi, ki so dali odpoved. Ja, dobro vprašanje. Glejte, pogovarjamo se. Pogodbe, najprej naj povem, da pogodbe še niso podpisane z nobenim strokovnjakom. Pogovarjamo se z vsemi ljudmi in zaenkrat imena ne bi izpostavljal, dokler teh pogodbe niso podpisane. Ko bodo podpisane, bo pa to javno oziroma bomo dali v javnost in v vednost. Do takrat pa imen ne bi izpostavljal, s kom se pogovarjamo, kako se pogovarjamo. Glejte, mislim, da je za delovanje tega oziroma za sestavo teh služb in za nastavljanje zdravnikov v teh posameznih smerih pediatrične
kirurgije, kardiologije, intenzivne terapije in tako dalje. Mislim, da je najboljš, da se v miru z njimi pogovarjamo in da potem, ko je to dogovorjeno, potem damo pač izjavo, s kom so se pogovarjali, kdaj je pogodba podpisana. Veste sami, da se jaz tudi tu iz mojih izkušenj, iz moje inštitucije ugotavljam, da je pogovarjati se eno, potem to pač se začnejo diskusije, kdo je to, kaj je to in kako je to, in potem iz tega vidika nastane mogoče pritisk na tistega dotičnega človeka in zaradi tega je najboljše, da se pogovarjamo v miru in da to izvedemo na najboljši možen način. Brigitte, prosim. Brigitte Ferič, Gajmer. Ja, pozdravljeni. Zanima me, kdaj bo inštitut začel delovati? Bo to 1. julij? Zelo dobro vprašanje. Veste, da je sklep vlade nakazal, da bi bil 1. julij. Jaz mislim, da administrativni del tega inštituta bo začel 1. julija, vendar veste, da je vsaka inštitucija ima v medicini ima administrativni del in klinični del. Klinični del pa bo začel takrat delovati, ko bomo imeli vse elemente, ki bodo zadoščali varnosti in seveda, da bo kvaliteta v tem inštitutu. Do tistega momenta ne moremo začeti delovati. Ne morem pa vas danes reči, ali bo to 1. julij ali bo 1. avgust, zato ker pač, kot sem prej rekel, imamo pogovore z dotičnimi ljudmi in veste, da je ta human resource, da pač, ko bojo te pogodbe podpisane, potem to lahko začne delovati. Dokler mi tega nimamo, pač, če bo to trajalo 2 tedna več ali 3, pač bomo morali nekako se s tem sprijazniti, zato da ta inštitut začne delovati z vsemi parametri za zagotavljanje varnosti delovanja oziroma varnosti za zdravljenje otrok. Kot predsednik sveta zavoda boste delovanje inštituta spremljali iz Amerike ali boste prišli v Slovenijo iz Amerike prek videokonference? Tako je. Zaenkrat bom jaz to iz Amerike, videokonference, telefonski pogovori. Veste pa sami, kot smo se že parkrat pogovarjali, da sem jaz zelo veliko tudi v Sloveniji in če je potreba, da pridem urgentno v Slovenijo, je tudi to možno. Zaenkrat. V bodoče pa se lahko tudi zgodi, da bom v Sloveniji. Hvala lepa, Nina Krausner, kako gledate na začasne rešitve v kliničnem centru? Zelo dobro vprašanje. Glejte, vsi moramo vedeti, da je vsaka sestava ene rešitve težka. Jaz mislim, da je to najbolj optimalno narejeno v danem momentu v Sloveniji, vendar mislim, da tudi zato ustanavljamo inštitut, da se to nadgradi. In to bi rekel zato, zdaj jaz pa nimam vpogleda konkretno v pogodbe in tudi nisem bil deležen teh dogovorov, kot so sedaj v kliničnem centru. Mislim pa, da se vsi trudijo in trudimo, da bi bilo to najbolj optimalno za slovenske otroke. Veste, da je to problem, ki je že 15 let nekje prisoten in jaz mislim, da bo inštitut rešil to situacijo. Ne? Zato pa pravim, da začetek tega inštituta pa mora biti v momentu, ko je ta zadeva rešena po mednarodnih smernicah. Računate, da bo to zagotovo letos? Kot sem rekel, ko bo to rešeno po mednarodnih smernicah, zato ker mi moramo rešiti to zadevo. Zdaj, stvar je problematična 15 let, ali to traja en mesec več, ali en mesec, ali 2 več, veste, sami, da če se nekaj napravi, mora biti narejeno brezhibno in absolutno v skladu z smernicami mednarodnih strokovnih združenj in ki so publicirane in ki smo jih tudi mi že objavili v našem poročilu. Še enkrat bi rekel, gledajte, s kom se dogovarjamo, bi jaz pustil imena, zdaj nekje ne bi govoril o imenih. Bomo se pogovarjali z vsemi, ki mislimo, da je in da so nekako, da je možno za njih delati v tem inštitutu in da inštitut začne delovati po največjih in najmočnejših strokovnih smernicah, kar tudi zahteva moralno-etične
in integriteto in tako dalje. Helena, Radio Slovenija Levenčič. Zanima me, zakaj niste recimo v svet zavoda vključili tudi kakšnega od staršev teh otrok, se mi zdi civilno družbo? Smo, in to je namen, vendar za začetek tega zavoda je bilo predvideno, da bojo pač 4 člani sveta zavoda, to pa ni izključeno za bodoče. Hvala lepa. Še dve vprašanji? Izvolite. Samo prvo vprašanje sem še dopuščala, kako ne bi ta center deloval? Bodo prihajali tujci, ki so ves čas stacionirani v Sloveniji, gre za neko stalno zaposlitev v Sloveniji ali gre za neko pogodbeno delo, kjer bi oni delali matični ustanovi v tujini, pa bi sem hodili za določeno število ur, ali pričakujete, da boste imeli slovenske strokovnjake, ki bodo tudi ves čas? Zelo dobro vprašanje, glejte. Mi moramo, tako ko rečemo, think outside of the box, right? To pomeni, da razmišljamo v smeri, vse mora biti možno za zagotovitev absolutno varnega delovanja tega inštituta, varnega zdravljenja otrok z srčnimi obolenji. To pa je lahko zagotovljeno za določen čas z tujimi strokovnjaki, ki prihajajo sem pogodbeno, tako kot je zdaj, vendar lahko pa v bodoče moramo izšolati slovenske strokovnjake, nedvomno. Vendar veste sami, da je to dolgoročen proces. Vi ne morete izšolati nekoga, ki je pediatrični kirurg čez noč. To je proces najmanj 6 do 8 let. Ne? To se pravi po medicinski fakulteti. Seveda, če nam uspe dobiti specializante, ki imajo že narejeno pediatrično kirurgijo ali narejeno splošno kirurgijo za srce praktično za odrasle, potem iz tega lahko tudi sklepamo, da bi bila recimo ena taka specializacija oziroma trening za take kadre 1 leto do 2 dodatno. Ne? To se pravi, mi delamo na vseh področjih, kje dobiti, kako dobiti nadaljne kadre. Vendar za začetek mi rabimo ljudi, ki bodo pač tu, in če mi razmišljamo, da to bo v bližnji prihodnosti, potem je nedvomno, da moramo pripeljati ljudi iz tujine, ker so že zdaj ljudje iz tujine. Se veste, da so hodili ljudje iz tujine že 12 let nazaj. To se pravi, če bi jaz tako razčlenil, prvo je zdaj momentalni problem, ki ga moramo premostiti, potem pa tudi dolgoročno plansko delovanje tega, da pač izšolamo kadre. Ne? In tu je pač to sodelovanje med inštitucijami, s katerimi se pogovarjamo tudi o tem, o izobraževanju in nadgradnji znanja in lahko naši strokovnjaki iz Slovenije hodijo v te inštitucije in strokovnjaki iz tujine prihajajo v Slovenijo za nadgradnjo znanja in za edukacijo. Tako da je iz tega vidika jaz, ko se pogovarjamo tudi o ali celotnih specializacijah v tujini. Veste, da je nemogoče izšolati pediatričnega kardiokirurga v Sloveniji, ker tega poklica pač te smeri nimamo. To bo potrebno izšolati v tujini in to se je že dogajalo v preteklosti, kot sami veste, ne, ker so bili 4 specializanti v dobi zadnjih 12 let in za izšolati pa nekoga oziroma dopolniti nadgradnjo znanja nekoga, ki se s tem že ukvarja ali se je ukvarjala, pa lahko to traja 2 meseca, 3 mesece dodatnega šolanja nekje v tujini. Ob tem, da tudi tuji strokovnjaki so pripravljeni prihajati v Slovenijo in samo učiti, ne tudi samo delovati. Ne. Tako da vse je možno. Hotel bi reči, da je vsaka ta opcija odprta, seveda se zato pač to traja, te dogovori, ne, ker moramo sestaviti vse te kadre in na vseh mestih in pozicijah na najvišji optimalni način. Še vprašanje Sergeja. Koliko kardiologov bo delovalo znotraj inštituta in na kak način bo potekalo povezovanje z UKC Ljubljana?
Znotraj inštituta bo potekalo in bojo toliko kardiologov zaposleno, koliko je potrebno. Ne, zdaj ostajajo določeni parametri, določene smernice za delovanje, recimo za 100 operativnih posegov in za kapacitete, ki jih ima Slovenija, je pač potrebno približno toliko kardiologov, koliko jih je bilo zdaj, 4, 5, 6 kardiologov. Za dodatno pogodbeno delo pa lahko tudi dobimo še dodatno kardiologe, ki prihajajo iz drugih držav. Kaj je bilo drugo vprašanje? Sodelovanje z UKC. Sodelovanje s tujim centrom. Z UKC Ljubljana. Sodelovanje z UKC Ljubljana pa lahko rečem, da odkar sem jaz prisoten v tem, to je dobro skoraj leto, da je bilo zelo dobro in mislim, da je še na najboljši ravni, zdaj zadnjih par mesecev pa sploh se dogovarjamo zelo pogosto in mislim, da prehod teh naj si bo resursov, da ne bi smel biti problem. Tako vsaj slišim in se dogovarjamo, naj si bo z vrhnim vodstvom kliničnega centra, z vodstvom kirurških služb in tudi z naše strani. Mislim, da je to sodelovanje odlično. Še jaz eno vprašanje, ki se naprej mene zanima starši Ljubljane, kaj bo 1. julija, kaj bo 1. avgusta. Skratka, vemo, v kakšni situaciji bodo starši, ki bodo imeli takrat problema. V UKC-ju so začasne rešitve, vaše so dolgoročnejše, percepirate določeno kakovost, varnost in to ne bo zdaj. Zanima pa jih, kaj bo pri prihodnjem obdobju. Ja. Kaj lahko če poveste? Ja, absolutno dobro vprašanje. Glejte, 1. julija, kot sem rekel, mi nameravamo in imamo plan, da administrativno inštitut začne delovati. Dokler inštitut ne deluje klinično tudi, potem ostajajo vse delovanje takšno, kot je do zdaj, ali pa, če se da še izboljšati za naprej, do tistega momenta, ko inštitut ne začne delovati. Torej, z drugimi besedami jaz rekel, da se nič ne spremeni do takrat, ne? Razen, če se kakšna stvar, ki je nepredvidljiva, zgodi. To pa ne moramo nobeden od nas pač predvideti, ne? Če je nepredvidljiva. Ampak v stanju, da bi za otroke in za starše, mislim, da se nič ne spremeni od tega momenta danes do tistega momenta, ko inštitut začne delovati, razen mogoče nadgradnja. To pa do takrat pokriva to dejavnost klinični center. Zato detajlov o tem jaz ne znam povedati, zato ker pač so to detajli, s katerimi operirajo vodstvo kliničnega centra. Mene še zanima, a imate vi zagotovilo oziroma imate obete, da boste lahko nemoteno delovali tudi pod novo vlado? Torej, kako bi jaz lahko imel obete, kako bomo delovali pod novo vlado, ko vlada še ni niti sprejeta. Se pravi, tu je že malček vprašljivo vprašanje. Ampak moram pa reči, da jaz se s tem niti ne ukvarjam. Kako bo nova vlada ali ta vlada, kakršnakoli vlada. Jaz sem tu samo zato in samo z tega vidika, da podprem stroko in da pomagam z mojimi močmi, z mojimi kontakti, z načinom, ki ga nekako imam nekatere izkušnje, vzpostaviti nacionalni center za oziroma za zdravljenje otrok s srčnimi obolenji in odraslih s prirojenimi srčnimi napakami, da smo natančni. Kako bo to delovalo naprej? Jaz imam samo eno vizijo, da bo delovalo tako, kot je nastavljeno v smernicah inštituta. Po najvišjih smernicah in protokolih, ki so veljavni v svetu, naj se bo to in v razvitih državah. Ne moramo se jasno zgledovati po nerazvitih državah. Iz tega vidika jaz ne vidim nobenega problema, zakaj bi to bilo ena vlada, druga vlada ali levo, desno, ampak vidim samo to, da kdo ne bi podpiral nečesa, ki je dobro za slovenske otroke. Samo to bi vprašal. Kdo ne bi podpiral nečesa, ki je dobro za slovenske otroke? In iz tega vidika jaz mislim, da
če bi se postavil v položaj nekoga, ki ima malega otroka, ki ima srčne napake oziroma srčno obolenje, kako bi jaz gledal na to pač, da je to narejeno na en način, na drugi, ali da je ta politična veja v eni smeri, v drugi smeri. Jaz si tega ne znam predstavljati. Jaz gledam samo, kaj je najboljše za tega otroka, kaj je tisto, kar je potrebno za zagotoviti zdravljenje, varno, kvalitetno in po vseh normativih, ki obstajajo v svetu. To je naše poročilo že povedalo 4 leta nazaj, ne, sej pač ne odkrivam tople vode in ničesa novega, ampak je tako v naši 5. točki poročila je bilo to že zastavljeno 4 leta nazaj, ne. In tako si jaz predstavljam, kaj bo to v novi vladi, kaj v stari vladi, jaz se s tem ne ukvarjam.